Socialni demokrati smo že pred 15 leti uveljavili model določanja razvojnih prioritet države preko socialnega dialoga. Nobena vlada od takrat ni več mogla ubiti mnenja ekonomsko-socialnega sveta pri ključnih socialnih in ekonomskih vprašanjih. Rezultat tega so bila tudi širša soglasja socialnih partnerjev opredeljena v socialnih sporazumih, ki so omogočila vključitev Slovenije v Evropsko unijo in izpolnitev pogojev za prevzem evra. Danes je Slovenija pred novimi razvojnimi izzivi. Ti bodo zahtevali široko družbeno soglasje. Socialnim demokratom je jasno, da potrebnih modernizacij in reform na ekonomskem in socialnem področju ni mogoče izvajati brez širšega soglasja državljank in državljanov. Nujne reforme lahko sprejemajo in podprejo samo tisti, ki se počutijo varne pred socialno ogroženostjo in izključenostjo. Samo tisti v reformah vidijo zagotavljanje boljših možnosti življenja zase in svoje bližnje. V boljšo prihodnost lahko verjamejo, ker so vključeni v snovanje in izvajanje potrebnih sprememb. Če vključenosti ljudi ni zagotovljena, so še tako nujne reforme in spremembe obsojene na odpor in neuspeh. To pa pomeni nepotrebno izgubo dragocene energije, ki jo nujno rabimo za preboj med najrazvitejše države sveta. Zato Socialni demokrati ponujamo nadgradnjo dosedanjega socialnega dialoga. Na osnovi dosedanjih izkušenj je potrebno delovanje ekonomsko-socialnega sveta vsebinsko razširiti. V njegovo delovanje bomo interesno vključevali poleg predstavnikov kapitala, sindikatov in vlade še predstavnikov upokojencev in mlajše generacije ter druge predstavnike civilno-družbenih gibanj. S tem bomo zagotovili širše družbene soglasje o tem, kako voditi politike razvoja Slovenije na medgeneracijski solidarnosti ob hkratnem zagotavljanju pogojev za konkurenčno tekmovanje našega gospodarstva na globalnem trgu. Tak socialni dialog ponujamo Socialni demokrati, če bomo dobili zaupanje za vodenje države na jesenskih volitvah.